Naša preiskovalna komisija je danes opravila kar nekaj zaslišanj. Tiste, ki so bili na odprti seji, ste lahko spremljali tudi sami. Gospoda Damjana Jankovića smo spraševali o parcelah na Barju, o spremembah, podpisani predpogodbi za 32 milijonov evrov, kljub temu, da je po naših cenitvah bilo zemljišče ocenjeno na 11, pa potem na 18 milijonov. Po spremembi namennosti same pravi, da so imeli cenitve za 25 milijonov. Gospoda Potočnika iz Hypo Leasinga nismo uspeli zaslišati, torej zaveza do podjetja njegovega, torej Hypo Leasinga, ni nad pravnim redom Republike Slovenije in bi morda lahko tudi vztrajali pri zaslišanju. Ponudila sem tudi možnost zaslišanja na zaprti seji, vendar pa bi mu lahko dejansko škodovali v osebnem smislu, zato pri tem nisem vztrajala. Bomo pa v nadaljevanju zahtevali od delodajalca, da mu dovoli pričanje pred komisijo oziroma koliko ne pred komisijo, pa pred sodiščem. Iz pričanj se izkazuje ponovno, zakaj se je tako zelo mudilo županu Zoranu Jankoviću v Ljubljani sprejeti prostorski načrt s pritiski na ministra Žarniča in sprejeti spremembe prostorskega načrta. Rezultati se kažejo, motiv je pač v izgubah vrednosti delnic. S prejšnjimi zaslišanji smo dokazali, da sta obe polovici elekta zastavljeni, torej nad Juratovim delom 50-odstotnim ima zastavo Marjan Piškar, ki še ni dobil vrnjene 3 milijone evrov. V zvezi s tem smo že povprašali davčno upravo Republike Slovenije in pa Urad za preprečevanje pranja denarja. Od davčne uprave smo dobili podatek, da davčni pregled opravljajo. Od urada še ne. Nad drugim delom 50-odstotnim elekte Maroko Hypo Leasing zaradi nepravočasno poplačanega kredita. Torej, vse kaže na to, da so pač bile pred sprejemom prostorskega načrta pripravljene kalkulacije, kaj in kako se bo lahko zgodilo, oziroma da bi uspeli do bank pokriti obveznosti, ki jih imajo podjetja obeh sinov, torej o ciprskih je že bilo nekaj govora v zvezi z Juratom Jankovićem. Tudi Damjan Janković je sicer potrdil lastništvo nekaterih podjetij v tujini, vendar zatrdil, da se ne ukvarja z zemljišči. To bomo še ugotovili, ali je res tako. Mi smo na Cipr zaprosili za podatke o lastništvu nekaterih podjetij, teh podatkov še nismo dobili. Zato z uradnimi podatki zaenkrat ne razpolagamo. Še vse ostale stvari preverjali. V predpogodbi, ki sem jo omenila, ki je bila sklenjena maja, že z napovedjo, da bo napovedjo, da se bo namenno spremenila iz pritličja plus 2 nadstropji v pritličje plus 3 nadstropja, kljub temu, da je Damjan Janković povedal, da to ne pomeni nobene razlike, ne, najbrž vemo vsi, da pomeni veliko razliko. Dosegel je tudi zožanje zelenega pasu iz 40 metrov na 5 metrov z spremembo namennosti in to najbrž komu drugemu ne bi uspelo. Oseba, torej gospod Filipič, ki je bil prav tako zaslišan z podjetja Branton, s katerim je bila sklenjena ta predpogodba, je povedal, da ni posloval s svojim denarjem, pač pa za nekoga iz Italije. Bil je priprt zaradi trgovanja z 200 tonami surovine za izdelavo heroina. Kot ste slišali na zaslišanju, je podpisal predpogodbo po 590 evrov na kvadratni meter, v začetku celo 620, potem so to uskladili, povedal, da je pogodbo pripravljala odvetniška družba Čefrin, predpogodbo, se upravičujem, in po sklenitvi predpogodbe 23 dni po sklenitvi je Damjan Janković vložil predloge za spremembe, torej iz 5+2 na 5+3 in v drugem
z drugo pobudo pa tudi zožanje zelenega pasu. To vse kaže na to, zakaj se je toliko trgovalo z kmetijskimi zemljišči v Ljubljanskem obroču, ki jih preiskujemo, in zakaj je tako nujno bilo to sprejeti za vsako ceno še v prejšnjem mandatu, če bi morebiti prišlo do kakšnih sprememb. Na zaprtem delu seje smo zaslišali Petra Seliškarja. Gospod Seliškar o prodaji ne ve prav veliko, rekel je, da je pri zadevi zaupal svojim otrokom oziroma svojemu sinu, ki ga je pooblastil za vse posle v zvezi s tem. Priznal sicer, da so premalo iztržili za to, da so prodali slabo oziroma po ceno, ni pa bil seznanjen, na kakšen način so stvari potekale, kdo je sedel na katerem sestanku, kdo je komu kaj ponudil. Tako da nam teh stvari ni mogel potrditi, njegov sin ga pač ni prav veliko informiral o tem, kar se je dogajalo. Zaslišanje gospe Jelovčanove je zelo pomembno, ker je potrdila, da je bil na sestanku, o katerem smo spraševali doslej priče Aleša Seliškarja, Klemna Šešoka in tudi Jureta Jankoviča, da je na tem sestanku bil Jure Jankovič. Tako da v nadaljevanju bomo verjetno podali kazenske ovadbe za lažnivo pričanje. Povedala je tudi v zvezi s tistim pismom oziroma dopisom Vaš dom nepremičnine opomin za izpolnitev pogodbenih obveznosti, da tega ni napisala ona, pač pa njen direktor, gospod Peter Razoršek, in tudi malo drugačno verzijo tega dopisa nam je izročila. Jaz vam ga zdaj ne morem dati, ker je pač nekaj osebnih podatkov, moramo to še pogledati, ker smo ta trenutek dobili. Skratka, potrdila pa je navedbe v pismu, s tem, da je tisti sestanek, o katerem je govorila 14.4.2009 potekal, in povedala je tudi, da kot sem že rekla, da so bili na sestanku poleg nje prisotni še Aleš Seliškar, Klemen Šešok in Jure Jankovič. Potrdila je tudi to, kar je prvotno za Finance že izjavil tudi Aleš Seliškar, torej, da je na tem sestanku Jure Jankovič povedal, da ga to zemljišče ne zanima, ker ima na rudniku dosti cenejšo zemljo, kar je, kot veste, Aleš Seliškar zanikal oziroma ni potrdil, da to drži. Mi smo nameravali v nadaljevanju 7. in 14. aprila izvesti dodatne zaslišanja, vendar je eden od članov komisije predlagal, da bi pripravili vmesno poročilo v zvezi z Ljubljano in s temi zadevami, ki zadevajo prostorski plan in vse to, kar smo doslej preiskovali. Tak sklep je bil tudi sprejet, tako da bomo pristopali k pripravi vmesnega poročila in eventualno to temo zaključili. Se pa bomo še bolj konkretno pogovorili, ker to je bil sem pač predlog vmes in se pač nismo razpravili o tem, nismo pravili še. Sklep je pa bil sprejet.